Ognjeni zublji uničili skladišče celjskega Alpeksa. Z novimi prostori v mansardi osnovne šole konec prostorske stiske v vrtcu na Ljubečni. Urban Goleš je prepričan, da Celje potrebuje nov zagon in novo generacijo. Celjski nogometaši po zmagi v Kranju v četrtfinalu Pokala Slovenije. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Začenjamo z novico, da je okrog 10:30 dopoldan v skladiščnih prostorih celjskega podjetja Alpeks na Kidričevi cesti izbruhnil velik požar, ki je povzročil ogromno gmotno škodo. Na srečo pa v njem po prvih podatkih ni bilo poškodovanih. Zaposleni so še pravočasno zapustili skladiščne prostore podjetja. S pomočjo gasilcev jim je pred ognjenimi zublji uspelo umakniti tudi avtomobile, ki so bili parkirani v neposredni bližini podjetja. Pri gašenju požara so bili aktivni celjski poklicni gasilci ter člani prostovoljnih gasilskih društev Celje, Gabarjev, Strožno, Lokrovec, Dobrova, Škofja vas, Ljubečna, Zagrad, Trnovlje, Lopata in Štore. Celjski kriminalisti in policisti so na kraju dogodka zbirali obvestila, ogled uničenih prostorov pa bo najverjetneje mogoč šele jutri. Po končanem njihovem ogledu bo več znanega o vzroku požara ter višini gmotne škode, ki je po prvih neuradnih podatkih zelo visoka. Podjetje Alpeks je bilo ustanovljeno leta 1990, njegovo osnovno poslanstvo pa je veleprodaja izdelkov iz stekla, porcelana, keramike, nerjavnega jekla in emajla. Celjski župan Bojan Šrot ter ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren sta odprla nove prostore vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna, v mansardnih prostorih tamkajšnje osnovne šole. S tem so rešili prostorsko stisko vrtca, ki je imel do sedaj le 2 oddelka in že več let ni zagotavljal vpisa otrok mlajših od 2 let. Ko smo se selili iz starega vrtca, so nas prežemali različni občutki. Malo žalosti, ker zapuščamo staro enoto po tolikem času. Po drugi strani smo pa zdaj zopet zelo veseli, ker prihajamo nove prostore, večje prostore, kjer bojo tudi boljši pogoji za delo in tudi verjamem, da se bojo tuji otroci dobro počutili. Slovesno odprtje je pospremil kulturni program, za katerega pa so poskrbeli prav otroci vrtca Tončke Čečeve. Slavnostni govor pa je podal tudi župan mestne občine Celje, Bojan Šrot. Ko končamo eno tako investicijo, so občutki vedno krasni in res je vrtec na Ljubečni dobil prelepe nove prostore v zgradbi osnovne šole, kar se mi zdi še posebej dobro. Hkrati pa smo seveda vsi veseli, kajti prejšnji dvooddelčni vrtec tu na Ljubečni je bil že zdavnaj pretesen, premajhen. Sedaj imamo 4-oddelčni vrtec, pa slišim, kot je rekla gospa ravnateljica, da je že tudi tukaj na tesno, kar pomeni, da je v tem predelu Celja veliko otrok in da se zna zgoditi, da bomo morali že v kratkem pričeti razmišljati še o kakšni dozidavi ali pa dodatnih prostorih. In kako je priključitev vrtca vplivala na osnovno šolo Ljubečna? Mi smo bili zelo strpni, ker je naša velika želja bila želja lokalne skupnosti, da otrokom iz tega predšolskega obdobja omogočimo primerljive pogoje, kot jih imajo njihovi vrstniki drugod v mestni občini Celje. Zato smo, bi rekel, z veliko toleranco spremljali ta dela, ni nas motil tudi občasen hrup. Maksimalno smo poskrbeli za varnost naših otrok, ampak zdaj, ko je zadeva zaključena, je to za nami in so na vse skupaj samo še lepi spomini. Vrtec Tončke Čečeve je tako bogatejši za 4 oddelke na enoti Ljubečna, ki izvaja dnevni dopoldanski 6 do 9 urni program. Poleg zakonsko obveznih programov pa ponujajo še številne obogatitvene dejavnosti. Minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Roman Jakič ter direktor Splošne bolnišnice Celje, Marjan Ferjanc, sta podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju. Ministrstvo bo celjski bolnišnici pomagalo v času gradnje novega urgentnega centra. Medsebojni dogovor med Splošno bolnišnico Celje in Ministrstvom za obrambo pomeni, da bo celjska bolnišnica v času prenove urgentnega centra lahko začasno uporabila mobilno bolnišnico Role 2. Gre za to, da bo Slovenska vojska dala v hrambo oziroma v uporabo del medicinske opreme iz Rola 2,
ki ga je Slovenska vojska nabavila že pred leti. In te opreme je nekaj, ki jo seveda bolnišnica nujno potrebuje in jo uporablja v operacijskih dvoranah. Da bi lahko rekli, da smo s tem se bistveno pomogli, to ravno ne, vendar je vsaka pomoč dobrodošla, kajti opreme nam vedno manjka. Tu gre za anestezijski aparat, tu gre za nože posebne vrste, tu gre za aspiracijske aparate, tu gre za monitor. Mislim pa, da je še pomembneje kot sama ta medicinska oprema tudi to, da se na nek način pokaže povezanost med Slovensko vojsko in institucijami, kot smo mi, to je Splošna bolnišnica Celje, kajti mi imamo že dobre odnose z vojsko, ko so nam oni omogočili helioport v vojašnici, ravno v času, ko gradimo naš urgentni center. Celjska bolnišnica bo omogočila tudi dodatno izobraževanje in usposabljanje 3 pogodbenih sodelavcev, sicer članov zdravniškega osebja Slovenske vojske. In ta urgentni center bo seveda lahko usposobil njihove sodelavce, da se bodo seznanili z realnostjo, kajti tukaj dejansko delavci pridejo v situacijo, ko je potrebno reševati ponesrečene, ko je potrebno reševati, oživljati in vsa dejanja, ki so potrebna v urgentnih stanjih. Tukaj je bolnišnica, smo pridobili pravzaprav oboji, tako bolnišnica kot Slovenska vojska. Smo slišali danes v razpravi, da bi naj vojska dobila 6 novih urgentnih zdravnikov in za vseh 6 urgentnih zdravnikov je prostor v našem urgentnem centru in smo jih sposobni usposobiti. Gradnja novega celjskega urgentnega centra le malenkostno odstopa od zastavljenih terminskih načrtov. Ja, ta rahla zamuda pomeni samo mesec in pol, približno nič več. Mi bomo končali urgentni center nekje do novembra ali decembra v tem letu. Ostaja pa seveda problem mobilna medicinska oprema. Mi smo o tem javno že obvestili. Gre za CT, ultrazvoke, rentgen. Gre za opremo, ki je potrebno za to, da dejansko urgentni center začne delovati. Tega je za 1,5 milijona. Ministrstvo pripravlja skupen javni razpis za mobilno medicinsko opremo. Več bolnišnic bo skupaj, vendar žal do tega trenutka medicinska oprema še ni šla v javni razpis. Pričakujemo pa, da bi se to moralo zgoditi ob koncu tega leta, tako da bi v naslednjem pol leta pridobili v to mobilno medicinsko opremo, kajti računamo, da bi urgentni center začel delovati vsaj do polletja 2015. Celotna naložba je ocenjena na 9,6 milijona evrov, od tega je dobrih 6 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. V Celju je čas za nov zagon in novo generacijo, so prepričani v celjskem mestnem odboru stranke Mira Cerarja, ki se v tekmo za županski stolček podaja s 34-letnim diplomiranim politologom, ki končuje mednarodni podiplomski študij finančnega menedžmenta Urbanom Goležem. Golež je zaposlen v Banki Celje, kjer opravlja funkcijo vodje poslovne enote za pravne osebe in samostojne podjetnike. Stanje duha v slovenski družbi je zelo slabo, meni Golež, ki se je za kandidaturo odločil, ker želi Celje popeljati na novo pot. Vsekakor v tem, da menim, da se je potrebno začeti politično angažirati. Predvsem me je ves čas motila ta pasivnost, ki je nažalost med vsemi nami, in sam menim, da spremembe lahko uveljavljamo s tem, da se aktiviramo in dejansko začnemo izražati svoja stališča. Zdravo gospodarstvo, zdravo okolje in zdrava družba so 3 ključna področja, ki jim bo Golež v primeru izvolitve namenil največ pozornosti. Želimo si zdravo Celje, to pomeni vzpostaviti dobro poslovno okolje, ki bo zanimivo za obstoječe in pa nova podjetja, da bo Celje zanimivo za investicije in s tem, da bomo dosegali pozitivne učinke za poslovanje. Seveda vse to na transparenten način in v skladu z pravnimi normami. Drugo glavno programsko izhodišče je, da zagotovimo zdravo Celje, zdravo okolje
Pri tem bomo aktivno sodelovali pri reševanju vseh perečih okoljskih problemov in pa cilj nam je seveda tudi, da oživimo mestno jedro, hkrati pa tudi zagotovimo varnost, kar se tiče poplavne varnosti. Z tega vidika so bili že narejeni dobri ukrepi, prva faza je izpeljana, vsekakor je pa treba sedaj z veliko mere energije pristopiti k realizaciji druge faze, ki je ključna za celovito zaščito Celja. Tretja izhodiščna točka pa, da zagotovimo zdravo družbo v tem primeru, da se zagotovijo kakovostni pogoji, ki bodo prijazni Celju, torej da bo mesto zaživelo v polnem duhu to, kar si tudi zasluži. V strankinem celjskem mestnem odboru verjamejo, da lahko rezultat iz letošnjih državnozborskih volitev ponovijo tudi na lokalni ravni. Z velikim veseljem predstavljamo, mislim, da res odlično listo. Ljudje, ki bodo videli, kdo so člani, ki so se nam pridružili, ki so bili pripravljeni aktivirati, aktivno vključiti v dogajanje v mestu Celje, ki jim ni mar, ki dejansko želijo od besed k dejanjem. Mislim, da bodo vsi prijetno presenečeni. Zelo sem vesel, da nam je uspelo v relativno kratkem času zbrati somišljenike, ki so nekako, bi lahko rekli, bili v ne neki aktivni vlogi v preteklosti. In ljudi, ki imajo stvari, s katerimi se lahko dokažejo, ki so imeli, lahko rečemo, mirno življenje in niso počeli ničesar na političnem parketu. Zdaj pa so rekli, ja, pripravljen sem se aktivirati, pripravljen sem dati svoje znanje, služiti, nekaj dodati, dati pač tisto, kar sem se sam naučil, kar me je življenje naučilo, tudi mesto Celje. V mestni občini Celje so strankini nosilci list v 3 volilnih enotah: Anita Ovčar, Gregor Gregorin in Primož Pogelšek. Nogometaši Celja so se po uspešnem začetku državnega prvenstva včeraj uspeli uvrstiti v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Varovanci trenerja Simona Rožmana so na gostovanju v Zarici v Kranju slavili z 2:1. Oba zadetka za rumeno-modre je dosegel Sani. Naš cilj na tej tekmi je bil dejansko samo zmaga, ki nam prinaša četrtfinale. Nekako pa je tekma šla po pričakovanjih. Kljub mogoče, da se malo smešno sliši, da smo s tretjeligašem zelo, bom rekel, dosegli majhen rezultat, ampak samo igrišče nam ni dopuščalo praktično nobene igre. Že sam prihod na igrišče je bil takšen, da ko si stopil na igrišče, si bil nekje do gležnja v blatu, tako da smo se nekako mogli prilagoditi. Samo srečanje, bom rekel, smo odigrali zelo korektno, fanti so se držali vseh navodil. Res je, da smo dobili prvi tako malo nespreten gol, kar je domačina, bom rekel, njihovi domači publiki samo še ponesli. Dobili tudi en nespametni rdeč karton, potem pa nekako v drugem polčasu z menjavami, z rotacijami, nekako z svojim tempom nekako nasprotnika povsem onemogočili. Zasluženo dali 2 gola, imeli še 3-4 dobre priložnosti. Mogoče na koncu tekme nasprotnik nekako na silo z neko preskok igro prišel še do nekih pol priložnosti, ampak mislim, da je bila tekma zelo pod kontrolo nekako in mislim, da smo se zasluženo uvrstili v četrtfinale. Igra nam pa, bom rekel, igrišče nam pa ni dovolilo, da bi karkoli, bom rekel, da bi bila igra lepa na oko, je bila pa trda, borbena, tako da iskren čestitke fandom. Kljub temu, da so tretjeligaši v polčasu vodili, Celjani pa so ostali še brez izključenega Jakoliča, v celjskem taboru ni bilo čutiti pretirane nervoze. Moram reči, da jaz sem bil zelo miren, ker nekako sem pričakoval, da bo padec nekje v drugem polčasu z njihove strani. Je pa res, da pri fantih je bilo opaziti malce nervoze, ampak vseeno smo se v polčasu umirili, nekako ponovili zadeve že iz predtekme, tako da mislim, da smo potem kar suvereno tekmo dobili. Po novih pravilih se bo iz pokalnega tekmovanja v evropske pokale prihodnje leto uvrstil samo zmagovalec. Zato bo pot v Evropo bržčas lažja skozi državno prvenstvo. Mi nekako v pokalu si nismo zastavili nekih ciljev, ker je spremenjeno pravilo, da samo zmagovalec pokala gre v nadaljne tekmovanje evropsko, tako da mi smo se odločili dejansko s filozofijo iz tekme v tekmo, kjer se fokusiramo dejansko na lastno vsebino in kam bo to preneslo oziroma kako daleč nas bo tudi v pokalu vodili, bomo pa videli.
V državnem prvenstvu so Celjani po reprezentančnem premoru v soboto remizirali pri okrepljeni Novi Gorici. Reprezentančna pauza je prišla v pravem trenutku iz vidika nekih bolezni, ki so pojavile po tekmi z Olimpijo. Mislim, da smo v tem delu pošteno naredili, smo nekako obnovili tako taktični kot tudi fizični pogled. V Novi Gorici moram reči, da je rezultat glede na prikazan realen. Gorica je imela enih zelo dobrih 30 minut, potem pa mislim, da smo mi naslednjih 60 minut imeli zelo dobro kontrolo nad igro. Sicer si nismo ustvarili toliko veliko priložnosti kot prej, kar botruje tudi temu, da se je Gorica, bom rekel, po tisti 30 minuti zelo pomaknila nazaj in nekako nam ni puščala prostora. Tako da mislim, da glede na potek dogodkov na igrišču, da je rezultat realen in smo z njim tudi zadovoljni. Prvo četrtino državnega prvenstva bodo Celjani zaokrožili v soboto, ko bo v Areni Petrol v lokalnem derbiju gostoval velenjski Rudar. Jaz bi v tem trenutku res rad povabil vse, bom rekel, naše simpatizerje, navijače, privržence kluba, da se udeležijo te tekme, da nam nekako pomagajo, tako so nam, bom rekel, s čudovitim obiskom in proti Mariboru in proti Olimpiji nekako bili sigurno naš 12. igralec. Tekme absolutno vedno zanimive z Velenjem in mislim, da tudi v soboto se obeta en pravi spektakel, kjer pa spet obljubljamo eno atraktivno napadalno igro in mislim, da bodo gledalci prišli na svoj račun. Srečanje proti Velenjčanom se bo v soboto začelo ob 18. uri. Jutri bo razmeroma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. V petek bo v zahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod po večini sončno. Zapihal bo jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. V soboto bo v vzhodni Sloveniji še dokaj sončno, drugod pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo krajevne padavine, deloma nevihte. To pa je bilo tudi vse, kar smo za danes pripravili v informativni oddaji Dogodki dneva. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi in bodite z nami spet jutri. Nasvidenje.